lepa za besedo. Naj uvodoma povem, da odločanje na tem referendumu o arbitražnem sporazumu je pravzaprav odločanje o vprašanju ohranitve ali neohranitve celovitosti slovenskega ozemlja, tako na kopnem kot tudi na morju. In tu ni odločanja o tem, kateri politični opciji dajemo večjo podporo. Torej, ne gre za odločanje o tem, ali smo za predsednika vlade, ali pa smo za predsednika največje opozicijske stranke. Gre za bistveno več, gre za to, ali bo Slovenija v prihodnosti imela to, kar ima danes, torej dostop do mednarodnih voda preko svojih teritorialnih voda, ali tega ne bo imela. In odločanje o tako pomembnem vprašanju skozi prizmo politične pripadnosti je milo rečeno neodgovorno. Po moji oceni v zadnjem času, v zadnjih 2-3 dneh padajo maske. Dočakali smo tudi to, kar sem večkrat pozval, da je tudi vladna stran narisala zemljevid morebitnega rezultata sodbe arbitražnega sodišča. Zelo zanimivo je, da je ta zemljevid zelo podoben zemljevidu, ki sem ga narisal pred 3 tedni oziroma na začetku te referendumske kampanje. In tudi ta zemljevid vladne strani kaže na to, da se rešitev dostopa do mednarodnih voda lahko poišče le in izključno s koridorjem. Ta koridor je seveda v odvisnosti od variante lahko daljši ali krajši. Po vsebini pa je lahko ta koridor v 3, 4, morda 5 izvedbah. Pa bom namenoma še enkrat ponovil. Lahko imamo skupno izvrševanje nad tem koridorjem, tako imenovani režim sui generis, kjer se moramo dogovoriti o gospodarskem izkoriščanju vodnega stolpa in morskega dna. Obe državi seveda. To je neke vrste kondominij nad tem koridorjem. Druga možnost je, da ta koridor dobi status odprtega morja. V tem primeru se tako ena in druga država, predvsem pa v tem primeru Slovenija, ne ena in druga, Slovenija se mora odpovedati izvrševanju suverenosti nad tem delom teritorialnega morja. Hkrati se moramo dogovoriti, kako bomo seveda gospodarsko izkoriščali tako vodni stolp kot morsko dno. Tretja varianta tega koridorja je ločeno izvrševanje suverenosti, kar pomeni, da ena država izvaja suverenost nad vodnim stolpom, druga nad morskim dnom. In četrta zadeva, četrta varianta je tako imenovani tranzitni režim, bom rekel, služnostna pot, ki je nepreklicna. Ampak v nobenem primeru ta koridor, kakršnekoli oblike bo že imel, kakršnekoli mere bo že imel, ne bo v izključni lasti Republike Slovenije. To pa je v direktnem nasprotju, poudarjam, v direktnem nasprotju z 4. točko mnenja Ustavnega sodišča o arbitražnem sporazumu. To pomeni, da že vnaprej se zavedamo, da se vlada že vnaprej zaveda, da se odpovedujemo skozi ta arbitražni sporazum pomembnemu delu morja, teritorialnega morja, ki je v tem trenutku slovenski. Naj poudarim še enkrat, da je Ustavno sodišče v svojem mnenju zapisalo, da je Slovenija na 25.6. imela neposredni stik do odprtega morja. Tako da se zavestno temu odpovedujemo. Mi seveda nismo za takšno hazardiranje,
še enkrat poudarjam, da je tveganje preprosto preveliko. Zakaj? Zato, ker koridor, ki je ta stik, ki je omenjen v arbitražnem sporazumu, v nobenem primeru ne more biti v izključni lasti Republike Slovenije. V tem trenutku pa je ta del morja, ki bo postal koridor, slovenska last. Veliko je bilo govora v zadnjem času o dobrososedskih odnosih, o prijateljstvu, o spoštovanju v evropskem duhu. Jaz imam tukaj površino morja Republike Hrvaške in Republike Slovenije. Jaz upam, da vidite to majhno rdečo pikico, ki predstavlja 180 kvadratnih kilometrov slovenskega morja proti več kot 31.000 kvadratnih kilometrov hrvaškega morja. Imam še en drugi graf. Dolžino obale. Zeleno je obala, modro je obala otokov hrvaških in seveda naših 43 kilometrov. In ta naša soseda, s katero bi si sam osebno želel, da bi imeli dobrososedske odnose, da bi bilo sodelovanje gospodarsko, kulturno, na vseh področjih, kar se da dobro, oporeka Sloveniji. Kljub vsem zgodovinskim dejstvom, oporeka Sloveniji dostop do mednarodnih voda. To ni v duhu dobrososedskih odnosov. Če bi to bili dobrososedski odnosi, bi Slovenija, pravzaprav bi Hrvaška, Sloveniji to pravico omogočila. Če imam sam 100-hektarsko parcelo in moj sosed potrebuje 2 kvadratna metra, da bo rešil nek dostop, skratka nekaj življenjsko pomembnega za njega, mu jaz ta 2 kvadratna metra podarim. Ampak v tem našem primeru ta 2 kvadratna metra niti nista moja, ampak so njegova. Zato gre pri celotne stvari. V zadnjem dnevu, oziroma v zadnjih nekaj dnevih, se je v referendumsko kampanjo intenzivno vključila tudi hrvaška vlada. Nenormalno se mi zdi, da smo v zadnjih 2 tednih imeli 2 ali 3 obiske hrvaških ministrov v Sloveniji. Vse lepo in prav. Ne zdi se mi pa v redu, da se tudi na takšen način poskuša vplivati na javno mnenje. Poudarjam, gre za najpomembnejše vprašanje v 20-letni zgodovini. In o tem vprašanju se moramo odločiti sami in ne potrebujemo nobene pomoči od nikogar. Tako da moja ocena je, da je potrebno v nedeljo pogumno in hrabro oditi na referendum, brez kakršnega koli strahu obkrožiti besedico proti. Zakaj proti? Zato, da si bo slovenski narod kupil čas, da v prihodnjih mesecih najde skupen konsens o tem vprašanju, na kakšen način bomo reševali to odprto vprašanje. Narobe bi bilo, da pride do potrditve arbitražnega sporazuma in da post festum arbitri določijo mejo, ki ne bi bila po volji Republike Slovenije. V tem primeru bi slovenski narod postal, žal, razdeljen za desetletja, da ne bom rekel stoletja.